Najprej vsi lepo pozdravljeni. Kot je bilo rečeno, Maksa Pleteršnika vsi dobro poznamo v slovensko-nemškem slovarju. Manj pa je znano, da bi se lahko proslavil tudi slovarjem zemljepisnih imen, ki naj bi jih izdala Slovenska matica. Leta 1876 je namreč v okviru Slovenske matice predlagal, da naj bi izobraženi domoljubi vsak v svojem kraju začeli zbirati krajevna imena, ki naj bi jih Slovenska matica uredila in izdala kot leksikon krajevnih imen. Predlog je bil začuda soglasno sprejet in akcija je stekla. Pričakovanih rezultatov pa ni bilo, a ne zaradi tega, ker je bil Pleteršnik zaposlen z izdelavo slovensko-nemškega slovarja med letoma 80 in 95, ampak zaradi nepopolnega odziva s terena, čeprav je bilo apelov k zbiranju tega gradiva verjetno več. Po preselitvi v Pišece spomladi leta 1923 je Pleteršnik še upal, da bo lahko delo nadaljeval in morda celo dokončal, a mu je smrt 13. septembra to preprečila. Stvaren in obsežen ostanek tega dolgoletnega Pleteršnikovega dela pa je rokopisna kartoteka, ki smo jo leta 1950 pridobili iz Narodne univerzitetne knjižnice in jo danes hranimo v etimološko-onomastični sekciji. Ohranjena kartoteka pa ne prinaša abecedno urejenih imen, ampak so že razvrščena v 3 vsebinske enote. Ne le v tej terenski akciji Slovenske matice, ampak tudi iz različnih pisnih virov zbrano imensko gradivo je najbrž razvrščeno po topoleksemih, to je po jedrnih besedah imena, po izglasih in po njihovih slovničnih značilnostih. Posamezno ime se zato lahko pojavi na več koncih v te 3-delne kartoteke. Kartoteki pa je priložen tudi zvezčič, zapisnik, seznamom občin, po katerih so se ta imena zbirala in tudi s podatki, s katerih občin odziva ni bilo. Rokopisna kartoteka vsebuje toponimsko gradivo, ki je bilo zbrano na vsem slovenskem jezikovnem ozemlju. Glede denotatov pa je izjemno raznovrstno. Najdemo imena jarkov, pašnikov, travnikov, različnih vzpetin, različnih vodnih tokov in tako dalje. Čeprav gre za nedokončano delo, je tudi po obsegu izredno bogat dokument o stanju slovenske toponimije s preloma iz 19. v 20. stoletje. Za sodobno toponomastiko pa seveda neprecenljiv vir za različne raziskave. Ker so imena razvrščena po jezikoslovnih vidikih, pa kartoteka omogoča tudi dober pogled v stanje toponomastičnih raziskav Pleteršnikove dobe. Kot je bilo rečeno, digitalno obdelana kartoteka je od lani dostopna na spletni strani przzi.zrc.si, do nje pa se lahko dostopa prek Franovih zbirk. Tako je, ne? Pri digitalizaciji in spletni objavi zbirke smo se, kolikor je seveda ta medij dopuščal, držali merila, da predstavitev čim bolj zvesto sledi originalu. Izdaja vsebuje slabih 7000 poskeniranih kartotečnih listkov, približno A6 formata in priložen zapisnik. Zbirko se lahko pregleduje po iztočnicah ali pa po skenih. Ker je na enem listku praviloma zapisanih več zemljepisnih imen, kartoteka po neki grobi oceni vsebuje najmanj 20 000 različnih slovenskih zemljepisnih imen. Iskanje po iztočnicah je možno po vseh enotah ali pa po posameznih, to se pravi po teh topoleksemih, po iztočnicah in po jezikoslovničnih značilnostih. Iščemo pa lahko tudi po tem zapisniku, po tem zvezčiču. Kartoteka je nedokončano delo in zato nesistematizirano.
Zato iztočnic v digitalno okolje ni bilo mogoče prenesti brez številnih kritično sprejetih sprememb, ki so sledile vnaprejšnji podrobni analizi gradiva s 3435 različnimi iztočnicami. Izdaja se zato uvršča med znanstveno kritične. Izdaja vsebuje tudi več spremnih besedil, med drugim podrobno predstavljeno tudi to digitalizacijo Pleteršnikove rokopisne zbirke zemljepisnih imen izdelala in uredila, kot je bilo rečeno, svoja Metka Furlan in Miha Sušnik, svojim jezikoslovnim in hkrati tehnološkim znanjem je prav Miha Sušnik pravzaprav zaslužen, da se je prenos kartoteke v digitalno okolje lahko realiziral. Spletišče je izdelalo podjetje Parsis. Po tej stopnji obdelave rokopisa pa načrtujemo prepis vseh treh enot kartoteke, kar bo med drugim omogočilo tudi izdelavo davno načrtovanega imenika slovenskih krajevnih imen. Hvala lepa.